Da vloga župana v Ajdovščini ne bo avtomatično pripadla moškemu, je poskrbela Nadja Ošaj-Pregelc. Kandidatka Nove Slovenije je učiteljica na Škofijski gimnaziji in občinska svetnica, hkrati pa skrbi za 6-člansko družino. Prednostne naloge namenjam investitorjem in podjetnikom za izboljšanje položaja brezposelnih, mladim družinam za reševanje prvega stanovanjskega problema, potem tudi za modernizacijo kmetijstva. Bistvena težava mesta v osrčju Vipavske doline je brezposelnost. Trenutno se je ustavila na 14%, med mladimi je še mnogo višja. Ustvarjanje delovnih mest je zato prednostna naloga večine kandidatov. Tudi Tadeja Beočanina, predstavnika socialnih demokratov, ki zase pravi, da je deloven, energičen in povezovalen. Zagotovili bomo 300 trajnih delovnih mest po zaključku mandata, istočasno pa vmes seveda urbanistična prenova mesta Ajdovščina, razvoj turizma, razvoj kmetijstva in pa tudi urbanistična in vsebinska prenova Lavričevega trga. Za delovnega in zagnanega se šteje tudi kandidat SDS. Radovan Štor je sadjar, 8 let pa že sedi v občinskem svetu. Mladim je treba omogočiti delovanje v družbi, kakor tudi usposabljanje za svoj poklic oziroma za svoje veselje, katere so pač usposobljeni. Treba je pa poskrbeti tudi za tebe, kateri so sedaj ostali brez služb in niso toliko prisotni, so se umaknili, ker se počutijo v družbi odveč. Za mlade se bo zavzel tudi politolog Ožbej Marc. Njegova prednost, pravi, pa so bogate izkušnje iz velikih gospodarskih sistemov. Imamo en realen ukrep in to je ta, da bi namenili 300 000 evrov za subvencioniranje najema praznih proizvodnih prostorov. Imamo pa tudi bolj dolgoročne strateške projekte, predvsem da se spodbuja podjetnost že med mladimi. Erik Štrukelj se prav tako pohvali s službovanjem v vseh največjih podjetjih v Ajdovščini. Ne samo to, svoji krajevni skupnosti je brezplačno priskrbel 3000 kvadratnih metrov gradbenih parcel, na katerih raste balinarska dvorana. Najprej se bom vsekakor posvetil pridobivanju evropskih sredstev. Povabil bom širok del javnosti za pridobiti potrebe v Ajdovščine, obnova Ajdovščina in ureditev tudi krajevnih skupnosti. Iz novinarskih voda na županski stolček pleza zgodovinar Tino Mamič. Specialist za družinska drevesa zatrjuje, da je timski igralec in da dobro pozna delovanje občine. Treba je prenehati s korupcijo. Ajdovščina je ena najbolj skorumpiranih občin, ker se praktično vsaka stvar dogovarja z nekimi protiuslugami in temu je treba narediti konec. Slovenija zavedno v igro pošilja Gorana Velikonjo. Glasbenik in komik je navdušen nad razvojem, ki ga je v zadnjih letih naredil Koper, zato želi to zgodbo preslikati v Ajdovščino. Politika naše stranke je povezovalna in to je tudi edina in prednostna naloga, ki jo bomo v Ajdovščini. Povezati vse interesne skupnosti med sabo, tako da naredimo res eno pravo zgodbo. Starosta slovenske politike Marjan Poljšak želi še 5. slaviti na županskih volitvah. Trdi, da so izkušnje, pogum in odgovornost na njegovi strani. Prva je ustanovitev oddelka za gospodarstvo in delovna mesta, ki vključuje tudi podpora razvoju turizma. Popolnoma jasno nam je, da je na nek način najbolj enostavno podpreti turizem, ker vlagaš relativno malo denarja, se hitro obrne, ljudje se na tak način pomagajo. Novemu ali staremu županu v Ajdovščini ne bo zmanjkalo dela. Zaradi Majevih gospodarskih temeljev je mesto socialna bomba. Preprečiti njeno detonacijo bo zato bistvena naloga vseh odgovornih.